Pozdravljeni v športno obarvani temi tedna. Prazniki so za nami in življenje se vrača v stare okvirje. Znova smo pri ljudeh slišali ogromno novoletnih zaobljub, s katerimi bi izboljšali svoje počutje in življenje nasploh. Med njimi je zelo priljubljeno športno udejstvovanje, zlasti obiskovanje fitnesa in njemu podobnih funkcionalnih vadb. Z ekipo Megafona smo zato obiskali izolski T-box, kjer smo prisluhnili trenerjem, prehranskim svetovalcem, pa tudi samim športnikom. Poglejmo. Veseli december je mimo, kar pomeni, da smo zakorakali v novo leto, ter da se življenje počasi vrača na stare tirnice. Med prazniki se je veliko jedlo in pilo, zato tudi tokrat novoletnih zaobljub ne manjka. Med najpogostejšimi je zagotovo obiskovanje fitnesa oziroma njemu podobnih funkcionalnih vadb. Na vse zadnje je do poletja še dovolj časa. O porastu zanimanja v tem zimskem času smo povprašali glavne akterje izolskega T-boxa. Definitivno je velika razlika, po novem letu. Tako da jaz sem vesel, mislim, kakšenkoli razlog naj bo, da jih lahko vrže, ven iz postelje oziroma kavča. Sem vesel, no? Ja, zdaj kar navalno, bom rekla, vsi imajo te novoletne zaobljube, sicer pa tle spodbujamo na to, da se konstantno trenira, brez prevelikih pavz. Športniki velikokrat menijo, da predolg odmor ne prinese nič dobrega. Kljub temu pa strokovnjaki poudarjajo, da je počitek nujen in prepotreben za boljšo regeneracijo in kakovostnejše treninge. Velik pomen ima tudi spanec, ki je pri številnih ljudeh na dnevni bazi prekratek. Kar se tiče odmora, odmor je zelo pomemben, celo lahko rečem podcenjen. Če pogledamo neke vrhunske športnike in tako dalje, spijo tam od 9, tudi celo 10 ur na dan, kar je kar nepredstavljivo, ne? Odmor je v bistvu ključnega pomena za vse športnike, da regenerirajo telo, s tem imajo več energije za naslednje treninge in pa to poveča boljše počutje na splošno. Pot do uspeha je trnova in dolga. Številni dejavniki vplivajo na boljše rezultate in odlično počutje. Vsekakor sta zelo pomembna vztrajnost in želja, pa tudi količina treningov. Je pa tudi treniranje zaman, če hkrati ne pazimo na prehranjevanje. Prehrana in vadba v bistvu gresta z roko v roki, tako da ne bi rekla, da je eno bolj pomembno od drugega, ampak da se gibamo in hkrati tudi uravnoteženo jemo. Tako da bi rekla, da eno brez drugega ne more biti. Če ne bomo pravilno jedli, ne bomo imeli dobrih športnih rezultatov. Preden začnemo z vadbo, je torej zelo pomembno, da se pozanimamo, kaj je primerno uživati in česa se je bolje izogibati. Vse je odvisno, bom rekel, od življenjskega stila, od kaj želimo, kaj hočemo, kaj je dostopno, kaj ni dostopno, ampak na grobo, dajmo reči, spravi dovolj vnos beljakovin, omejene hidrati oziroma spet, kakšni so cilji in zadostno količino maščob. Za dolgoročen uspeh in na splošno dobro počutje priporočam ravnoteženo prehrano, torej hrano, ki ne izločuje nobenih skupin živil, torej da vnašamo nekako kakovostne vire beljakovin, ogljikovih hidratov, zdravih maščob. Odsvetovala bi pa kakršnekoli ekstremne diete, ki imajo zelo nizke kalorične vnose, ali mislim, da je zdaj sploh popularno kakšni detoks čaj in detoks pripravki, ker to mogoče da neke lažne, zelo hitre rezultate, na dolgi rok pa ni vzdržno in niti zdravo. Veliko ljudi ima pomisleke glede količine hrane, števila obrokov, s tem, kako pozno jemo. Kako pa je v resnici s tem? To je v bistvu precej odvisno od posameznika. Na splošno je dobro, da bi imeli nekje 3 glavne obroke pa 2 manjša, ampak spet, če nekomu ustreza manj obrokov in s tem uspe zaužiti dovolj hrane, je tudi to v redu. Tudi glede časa prehranjevanja je odvisno od človeka do človeka. Nekateri lahko jejo pozno zvečer, nekaterim to dela velike probleme. Tako da v bistvu poslušaj svoje telo. Kot smo že dejali v uvodu, se o praznikih oziroma rojstnih dnevih tudi najbolj trmasti športniki včasih pregrešijo. V kolikšni meri je to dopustno po mnenju svetovalcev? Te prekrški so nekako humani in normalni, vsak človek bo jedel tudi to v svoji prehrani.
In nič ni narobe s tem, ne smemo to gledati kot na neko slabo stvar. Tudi ne smemo uporabiti hrane kot neke kazni ali nagrade. Če je naša prehrana nekje v 80% uravnotežena, ni problema, če kdaj pojemo tudi kaj sladkega. Če so prazniki, privoščite si, samo da niso lih prazniki vsak drugi teden. To je to. V življenju je zelo pomembna tudi hidracija. Pri športnikih je to ključnega pomena, saj zadosten vnos tekočine vpliva na številne fiziološke funkcije, vključno z mišično kontrakcijo in prevodnostjo živcev. Ja, tudi tekočina je zelo pomembna, sploh če se ukvarjamo s katerokoli vadbo. Takrat imamo tudi večje potrebe. Tudi tukaj je zelo odvisno od posameznika, koliko človek potrebuje. Med vadbo so recimo naše potrebe večje. Nekje približno, če bi rekla okvirno, je to 2 litra na dan. Ponavadi večno. Glede sladkih pijač in alkohola je pa tako, da v bistvu čim manj, tem boljše. Pri sladkih pijačah in alkoholu je predvsem problem praznih kalorij, ker hitro vnesemo več kalorij nezavedno, hkrati pa ne dobimo nobene hranilne vrednosti ven iz tega. V zadnjem obdobju so, še posebej v fitnesih, zelo priljubljena prehranska dopolnila in raznorazni dodatki. Proteini, kreatin, magnezij. Pri tem je pomembno predvsem to, da vemo, kaj pijemo, ter da s tem ne pretiravamo. Zato se je pred zaužitjem bolje posvetovati pri strokovnjakih. Ja, smiselno je, da se pozanimati pri strokovnjakih, definitivno. Več informacij je zmeraj dobro. Drugače, da izpostavim, bi trdil za kreatin, definitivno kot number one. Uravnotežena prehrana bi mogla pokriti nekako vse potrebe po hranilih. Če pa to ne gre samo s hrano, kot so naprimer kdaj beljakovine pri športnikih, lahko to nadomeščamo tudi s kakšnimi prehranskimi dodatki. Je pa res dobro v bistvu, da ne jemljemo kar eno čez drugo, brez da bi se posvetovali, kaj sploh rabimo. Ponavadi sploh niso potrebne. Zdaj, ko smo spoznali mnenja strokovnjakov, številne izzive in prepreke ter ostale dejavnike na poti do uspeha, je prav, da prisluhnemo še samim športnikom in športnicam, ki so že zgodaj januarja pridno aktivni. Spoznali bomo, kaj jih je pripeljalo v telovadnico, kdaj so začeli s tovrstnimi vadbami, kdo jih je navdušil za to, ter zakaj še vztrajajo. Mislim, da je to, da smo se enostavno zadnja 2 tedna v decembru smo se preveč prenajedali, preveč spili, tako da rabimo tak trening, da damo to pot, te kile, te kalorije iz sebe. Tako da treningi, kakor jih imamo tle, mislim, da bi vsakemu prišli prav po teh dvotedenskih praznikih, ker kot sem rekel, smo jedli in pili kot, da ne rečem kot živali, moram tako reči. Že od otroštva se ukvarjam s športom in sicer z nogometom. Bil sem v tujini profesionalni nogometaš, tako da sem pred 3 leti prišel domov in enostavno mi telo in moja psihična stran mi ne dovoli, da se zapustim. Tako da sem našel tle treninge, ki mi v bistvu pašejo, zato ker so treningi precej intenzivni. Seveda, pol magari je odvisno, kako si ti narediš trening, na to, da si kile itak določamo sami. Jaz sebe rad malo tako dam do enega maksimuma oziroma grem malo čez limit. Tako da ja, to nekako moram držati čim več let tako eno fit linijo, ki če nekaj, ko se zapustiš, je konec. Zame pač to, da so bili prazniki, da je konec leta, novoletne zaobljube, ne pomeni je dosti, zaradi tega, ker redno treniram tako čez poletje kot čez zimo. Se udeležujem treningov večkrat tedensko, tako da je to samo neka rutina, nek življenjski slog in to me je pripeljalo nazaj, da sem tukaj spet na začetku januarja. Športom sem se začela ukvarjati že v srednji šoli, potem sem za nekaj časa, ko sem šla študirati, to tudi opustila in potem so me študijska leta spet pripeljala nazaj, da sem se začela udejstvovati v fitnessu. Potem sem se preselila v Dubaj, kjer sem spoznala samo crossfit vadbo in funkcionalno vadbo in ko sem se vračala nazaj v Slovenijo, sem na Obali iskala gym, kjer poteka ista vadba in tako sem našla T-box in tako sem skozi leta napredovala in uživam v tem, kar delam in z veseljem prihajam vsak dan sem. Prazniki so mimo, jedno in pilo se je veliko, novoletnih zaljub ne manjka. Kaj je vas pripeljalo v fitness oziroma v telovadnico že tako zgodaj po novem letu? Ja, tako, za praznike pri nas se ni dosti jedlo, ker smo večinoma delali, ampak kot se spodobi, smo januarja pač ponovno začeli s treningi. Kako pa je sicer z vami? Koliko časa ste že v fitnessu? Kdaj ste začeli s takimi vadbami? Kdo vas je spodbudil za to?
V fitnessu in samem športu sem že celo življenje. V Izoli pa, dajmo reči, nekje leto in pol. Tako. Kaj pa vas je navdušilo? Dobra družba, dobri trenerji. Zanimalo nas je tudi, kateri treningi so jim najljubši, kakšni so trenerji do njih, kolikokrat na teden sploh trenirajo, ter ali ob tem pazijo na prehrano. Pa tudi to, kakšni so njihovi športni cilji. Najrajši imam crossfit style treninge, torej da je mešano v moči, kondiciji. Je pa tako, da moram narediti vsak trening, ki mi ga napišejo, tako da nimam izbire, tako da mi mora biti vsak trening všeč. Na koncu je to, da bolj kot trpiš, lažje ti je. Načeloma. Na tedenski ravni treniram 5-krat z 2 dnevoma odmora oziroma rest-daya. Tudi takrat sem načeloma fizično aktivna, ampak je to nek aktiven rest-day. Če ni sprehod, je mogoče kolo, če ni kolo, plavam glih ne, čeprav bi rada. Mislim, da sem v preteklosti dosti bolj pazila na hrano in pijačo. Sem se držala nekega zdravega življenjskega sloga. Še vedno se ga držim, še vedno je želja potem, da imam dovolj velik vnos beljakovin, dovolj velik vnos ogljikovih hidratov. Je pa tako, da kalorij ne štejem, ne gledam, koliko jem, jem toliko, kot mi telo pove, kdaj sem lačna. In zaenkrat je načeloma ok, čeprav pravijo, da bi mogla še malo kil pridobiti, glede na to, kaj delam, tako da strmimo k temu. Cilji so pač osebnostno napredovati, ne se primerjati in pač biti boljši iz meseca v mesec, iz leta v leto. Kakšne treninge imate najraje? Kako so trenerji vas ubogajo? So dovolj strogi? Ne, dobro, mislim, da so trenerji v redu. Pride čas tudi, ko nas terjajo, ja. Še posebej, ko imamo tako ene te kondicijske treninge, kot recimo vsako sredo imamo kondicijski trening, kjer je pač bazirana bolj na kondiciji, enostavno moraš dati svoj maksimum, se dela na čas in greš kakor greš, torej tu daš vse od sebe, pride trening, ko se daš vs in popriješ domov, sam se legneš spat, ne? Ampak ja, mislim, da je tle družba zelo v redu in bi priporočal vsakemu, kdor še ni bil tle, naj pride, naj proba, pa pol naj oceni, kako mu bo všeč. Hrana je kar težek izziv, mislim, da je hrana najbolj težek izziv od vsega. Treningi se jih daš skozi 1 uro, a hrana je 24/7. Mislim, da to je ena stvar, ki pač veliko ljudi mislim, da bi rabilo iti skozi neka predavanja, magari vsaj ena oseba, ki se spozna na to, da jim malo predstavi, kaj so prehranska hranila, ja, dopolnila, kaj so makronutrienti, mikronutrienti in tako naprej. Ampak ja, spet tebi ena oseba to lahko pove, če ti v sebi to ne preklopiš, da zdaj hočeš se prehranjevati zdravo. Jaz ne rečem, jaz ne prehranjujem zdravo, jaz pojem 70% zdrave hrane in 30% nezdrave, ne? Ampak kombiniram v toku dneva, gledam, da pojem malo več proteinov, manj ogljikovih, odvisno na trening, kakšen trening bo bil. No. Verjamem, da ste se čez praznike tudi kaj pregrešili. Kako je pa sicer z vašo prehrano in pijačo? Pazite, skrbite na to? Se trudim, dajmo reči, kolikor gre, no, po zmožnosti. Odvisno od dela, od samega časa, ki mi preostane čez dan. S čim se pa še ukvarjate in kakšni so vaši načrti športni za prihodnost? Tečem za otrokom. Ne, ostalo pa nič. 2-krat, 3-krat na teden, kolikor mi rata treninge v T-boksu in to je to. Veliko ljudi si želi narediti nekaj zase, pa niso dovolj pogumni ali pa ne najdejo pravega časa za to. Najbrž se marsikdo sprašuje, kako sploh začeti in ali je starost ovira. Za odgovore smo povprašali vodji T-boksa Jana Harija in Nastjo Martinjak, ki je za konec še predstavila njihovo ponudbo. Prvo kot prvo, prvi korak je itak težek, drugače pa vsak trenira zase, če ne drugega za boljše jutri. Starost tudi ni pomembna, ne? Definitivno ne. Tukaj imamo starost od 11 pa tudi nekje do 70 let. Tukaj imamo skupinske vadbe, imamo bootcamp, crossbox in weightlifting. Ponujamo tudi osebna trenerstva, 1 na 1 ali pa v manjših skupinah, tudi v paru. Prehransko svetovanje imamo, trenutno dajemo ven tudi za otroke rojstnodnevne zabave. Najdete pa nas v Izoli, Polje 9, se pa s 1.4. selimo na novo lokacijo, večjo, boljšo, tako da prihajajo tudi novosti, za več pa nas spremljajte na Instagramu in Facebook profilu. Šport je bil in bo še naprej eden izmed najpomembnejših dejavnosti, saj predstavlja poleg sprostitve tudi pomemben dejavnik našega zdravja. Če k temu dodamo še zdravo prehrano,
smo dobili dobitno kombinacijo, katere rezultat je boljše počutje in zadovoljstvo. V telovadnici T-boxa smo po sproščenem vzdušju naleteli na vse omenjene stvari. Trenerji in marljivi športniki pa vsem, ki še oklevajo glede podobnih vadb, sporočajo, kar lahko naredite danes, ne prelagajte na jutri. To je bilo za danes vse. Vidimo se zopet naslednjič. Srečno!